Živjo, en lep pozdrav Slovenija. Ne mi zameriti moj zaliman glas, ker sem spala ful mal. Tle imajo namreč fešto skoraj vsak dan. Včeraj ni bila nobena izjema. Tu imajo nek praznik svetnika in tu je petje, vpitje, ognjemet, promet. Pa ne mi reči, da sem upokojenka, ker nisem šla feštet njimi. Včeraj sem odla spati. Odločila sem se, da bo danes en tak dan, ko bomo šli skupaj jesti naokrog. Zdaj bomo začeli z zajtrkom, da gremo provat eno stvar, ki je prav tipična za tukaj. Evo, in tule je moj zajtrk. Tu je v bistvu tipičen mehiški zajtrk iz tele regije. Kar imamo na krožniku so tortilje čips. Potem je prelit z paradižnikovo omako, lahko je bil tudi z zeleno omako. Zraven je sreden fižol, pa plantane, kako veste v zadnjem videu. Čebula, avokado, pa jajce povrh. Me prvo zanima, če bi vi jedli cvrto hrano za zajtrk. Meni so ful dobri zajtrki, ki so res močni. Kar tole definitivno je, pa ful dobro. Jaz hodim zdaj najbolj prijetno sito domov, vrhunsko je bilo, ja, še glas se mi je popravil. Bi pa rada še eno stvar povedala in sicer, da v Mehiki, ko greš ven jest, si neznanci med sabo zaželijo dober tek in si rečejo živijo in tudi adijo. In to mi je ful lepo. Nimam glih logične razlage, sem tule pokaže. Nekaj je tu pa da je logično. Zdaj je pa čas za kosilo in gremo jest. Znači, naj bi ta Klaudija povedala, da se je glih razbudila. Tamale se, da vidimo. Čakaj, ni to tle? Evo, pa smo pri mojemu kosilu, jem tamalese. Najbolj se sprašujete, kaj sploh so to tamalese? Gre za jed iz koruznega testa, ki jo potem nafilajo s ful različnimi nadevi. Jaz sem danes vzela z serom, pa zelenjavo, eden je pa z jagodami. To pomeni, da so lahko sladki ali pa slani. Na koncih pa zavijejo v ali palmine ali pa v bananine liste in jih v bistvu skuhajo. Zakaj so meni tamalesi ful dobri? Zato, ker me na štrukle spominjajo, take mehiške štrukle. Jih pa v bistvu lahko ješ na ulicah, v restauracijah, vse povsod. Zraven se pa še tradicionalno pije pijača atole, ki je topla, taka kremasta pijačka. Zdaj pozabila. Zraven pa je tak suho posod v Mehiki, dobiš še omakce. Večinoma zelo pikantne. Jaz sem prišla kar nazaj s Klaudijo v isto restauracijo, kjer sem zajtrk jedla in danes sem naročila nekaj, kar še nisem v Mehiki jedla in tu je polnjen čili z serom, pa mislim, da špinačo in je ful fino. Kaj več pa ne znam o tem jedi povedati, mislim, da je ful dober. S Klaudijo smo se odločila, da gremo še zaključiti najin dan probavanja vse različne mehiške hrane z slaščicami in v San Cristóbal de las Casas imajo prav tržnico slaščic. Tako da gremo zdaj pogledati, kaj vse slastnega ponujajo. Prva stvar, ki bom probala, so v bistvu ko eni krofki glazirani s sladkorjem. Druga stvar, ki bom probala, je kaheta. Je kaheta? Neki iz Indije. Cacahuate empanizado. Torej, neka ploščica z
Arašidi. To je kot halva z arašidi. Ful je dobro, probaj. Tale reč nimamo pojma, kaj je. Nismo razumeli čisto točno. Noter je mehko. Najmil. Nekaj čisto posebnega. Ne vem, ali mi je všeč ali ne. Ful sladko. Nekaj jajčenega mogoče. Neopredeljeno. Tule, kar imam zdaj v roki, je čimbo. Tu so nama svetovali Mehikanci, da moramo probati in pa je alkoholno. Kje je tle kakšen alkohol? Mislim, saj sem dolenka, ne, ampak vseeno. Da ni alkohola. Žal hladi, nategnili so naju. Tole, kar imam v roki, naj bi bilo kondenzirano mleko. Dulce di leche, čeprav to je v portugalščini. Dulce de leche. Leche. Now we're talking. Okay. 100 točk. Sem to lahko jem. Tule nama je pa gospa svetovala, nismo točno vedeli, kaj je pa iz sladkega krompirja. Da vidimo. Ful take naravne rdeče barve. No nekaj me spominja. Malo na detergent. Na nekaj sladkiše, ko smo jih kot otroci, jer pa jih nisem marala. Pa dajmo tle kar zaključiti video. Žal me sladice niso glih nekaj navdušile, tako da bo treba mogoče še malo raziskovati na področju sladic. Tale me je res navdušila. Ta je bila res dobra. Hvala, da ste gledali ta video. Meni jih je prav luštno delati, sploh ko je hrana vključena. Če imaš kakšno idejo, kaj si še želiš videti, mi pa kar napiš spodaj v komentar. Lep pozdrav iz Mehike. Čau!